Milan Dragan, še eden izmed tistih, ki so nepogrešljivi v slovenski garderobi na vseh največjih tekmovanjih. Tudi vi včeraj dres številko 200, to je nekaj posebnega, fantje so dobili samo stotico. Že prej sem z Dragom govoril. Kako se spominjate, kdaj ste prišli poleg, kdaj ste se odločili, da bi počeli tudi to? Prvič sem v hokejsko zvezo prišel kot vodja skladišča leta 1998. Mislim, da me je takrat povprašal gospod Seme, Štefan Seme, če bi to z bratom prevzela skladišče. No, seveda, ta oprema, ki prihaja, to je ogromno opreme, ne, in jaz sem to skladišče vozil na treninge, na tekme. Prvič, da bi pa šel z reprezentanco kot majster, se temu reče, me je pa povabil gospod Sekelj, in to mislim, da je na pripravi svetovno prvenstvo Helsinki. Mislim, da je prvi moj turnir bil v Švehavarju. Ja, to je pa moj prvi, se pravi, kar nekaj zgodovine nazaj. Imeli ste nekoga, tako kot boste vi, nekoga mlajšega, nekoč uvajali v to delo. Zelo pomembno je, da vas nekdo uvede v pravem pomenu, da se ve kaj, kdaj, kje in zakaj. Vaše delo ni samo, da ste majster, vaše delo je, da skrbite skoraj da imajo fantje ptičje gnezdo v garderobi. Ja, moj največji mentor je bil Miro Mjavrič, on je delal na Olimpiji in ker sva mi pač seveda ogromno sodelovala glede te opreme, seveda sem dober opazovalec, spretnih rok, hitro to gledam, kaj pač se dela. Me je ta stvar zanimala. Kar se pa tiče brušenja, mi pa največ pokazuje Janez Karničan, ki me tudi veliko še zdaj pa v klubu pomaga na Olimpiji. Z Dragotom sva se pa spoznala ko je gospod Sekelj odstopil oziroma ko so izpadli iz Finske, se pravi, rabili so majstra, oziroma tako bom rekel, še pozabil sem enega majstra, to je bilo na Poljsko, se pravi, Kari Savolan prvič prišel za trenerja, je bil pa Silvo Košnikov. No, in so bila tukaj skupaj tandem 2 leti, potem pa v Latviji pa prvič z Dragotom. Ja. Zelo pomembno je sodelovanje tako z majstrom, včasih celo razmišljamo, z drugim majstrom seveda, včasih celo razmišljamo, da vas je premalo, da sta dva premalo, kot da bi imela 1000 rok, ne 100 noge, ampak 1000 rok. Ja, tako je, ne, tukaj v tem poslu se moraš znajti, ne, seveda igralci imajo ogromne zahteve. Ne smeš biti nervozen, se pravi, to je prva stvar, ki je. Delo si pa itak razdeliva, ne. Če sva oba skupaj, Drago večinoma prevzame brušenje drsalk, menjava plastik, klin, jaz postavljam delo, se pravi, zdaja palc, napolitanke tako znane, se pravi, kafe, se pravi, kava mora vedno biti, na to stvari moraš vedno biti pozoren, ne. Ker fantje hočejo mi to, ne. In zdaj, če ti hočeš to imeti, ker vidijo tudi pri drugih reprezentancah, mi smo zelo napredovali. Naprej tismo, kar smo imeli včasih, pa zdaj. Ogromno stvari imamo, tudi se veste, včasih tudi v kombije ne gre, ne. Tako da, brez tega pa se jaz na pot nikoli ne upam, ne, ker vsaka stvar ti vedno pride prav, ne. In prav ta logistika, Francija z avtom, Danska z avtom, tudi v Belorusiji ste bili z avtom, ko pa se gre na letalo, je pa sploh direndaj. Ja, no, jaz se takrat vzamem čas, ne, najraje sem recimo denim venga, seveda vem, kaj igralci potrebujejo, to se pripravlja že kakšen teden pred, kaj dejansko se rabiš, potem pa samo pakiranje, ne, pakiranje in morate vedeti, da imamo mi tukaj recimo po igralci sigurno po 8 palc za enega, ne. In zdaj mi takih palc ne moramo recimo dobiti, da greš v trgovino pa kupiti, ker to so custom made palce, se pravi narejene po naročilu. Seveda pri nas je dobavna rok 6 tednov, ne, in take palce tukaj ni, ne. Če govorim samo o palcah, ki so še dotrakovi, vezalke, vizirji, dresi, ne, in vse to je pač moje delo, ne. Odnos v garderobi, odnos reprezentanci, vedno ste nekoliko v podrejenem odnosu, ampak fantje vedo, brez vas tudi ne gre, nikakor ne. Ta odnos je zelo, zelo pomemben v vsaki garderobi, vsaj po mojem. Ja, seveda, ne, to je, če ti fantje ne zaupajo, ti dejansko potem zelo težko delaš, ne. Samo mi se hecamo, seveda, to je le 10-12 let enega dela. Točno vem že naprej, kakšne so zahteve fantov, kdaj lahko prideš v garderobo, čeprav moje osebno mišljenje je, da garderoba je zakon igralcev, jaz sem najbolj zadovoljen, če imam kakšen prostorček je. In tam, ko pa igralec kaj rab, pride do mene in pač to uredimo, ne, stvari.
Številne generacije so se zvrstile v teh letih z zahtevami takimi, drugačnimi in tako naprej. Morda kakšna zanimiva anekdota? Anekdota? Pa kaj, vsaki so posebne že, no, tako že zdaj, ko pogledamo recimo na tem svetovnem prvenstvu. Zanimiv mi je Luka Gračnar, recimo, res en tak poseben fant. Nikoli točno veš, kaj dejansko hoče, ne? Sam potem, ko ga pa začneš malo bolj po tankosti spremljati, je pa to zelo prijeten fant, zdaj s svojimi zahtevami. To je anekdota seveda z Anžetom, ne? To mi je bilo veliko čast delati, ali pa recimo Muršak tukaj, če gremo, so pa še stari, Tomaž Nuk, Miha Rebolj, vsi vratarji. Dobar, nisem imel tu čas delati s Redikom, to se spomnim, sem jo želel, sem pač takrat sem bil tretji majster in videl na tej svetovnem prvenstvu odhajajo dva, ker imamo res ogromno dela, no, če druge reprezentance gledam jih je tukaj, recimo mi jih imamo lahko 8 na boksu, njih imajo 9-10, tako da sem bil, no, v zadnje pa od dosti drugih ljudi še ne. Olimpijske igre, tudi za majstra, velik izziv? Ogromno izziv, no, jaz tu pa ne me bojo povabili, pa da bom pač probal po najboljših močeh to narediti, ne. Sem že nekaj zdaj v kontaktu glede opreme, gledal sem bil, zato sem tudi zamujal na tale intervju, kaj bomo se dobili gor, ne, da nekatere stvari lahko puščam doma, ne, ker to je le logistično velika stvar, ker mi je pa res ogromno opreme, ne. Še to, redna služba na Hokejski zvezi Slovenije, seveda dobro plačana, to vsi povezujejo s tem, vedno ste nasmejani, ampak temu ni tako. Ne, dobro, jaz tudi prejšnjih, kjer sem delal, no, so oni bili vedno korektni do mene, pač res, da to ni moja profesionalna služba, jaz pač delam ob delu, zaposlen sem na Slovenskih železnicah, dejansko 30 let, ogromno odrekanja, se pravi, družina tukaj res ogromno trpi, ne, ker stalno si na poti, ne, stalno, ali greš, če delaš klubsko, si z klubom, no tukaj v reprezentanci je pa pač drugače, ker takrat vzameš dopust in greš in si dejansko delaš samo ta posel, ne. In to mi je zelo veliko čast, ne. Naj vam bo še naprej, hvala lepa. Hvala lepa, hvala vam.